Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In kje smo zdaj? Danes je 12. marec, četrtek, in kar se trenutno dogaja na kriptotrgu je dobesedno igra likvidacij. Kaj to mislim? To je enostavno, ko se pač nabirajo dolge pozicije spodaj in kratke zgoraj, pomikamo se pa na stran, kar je v bistvu najhujša možna opcija. In te likvidnosti se tako potem sproti tudi pobirajo. Tako da trg je trenutno kar precej neodločen. In zdaj se postavljajo velika vprašanja. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval, tukaj smo spremljali tole trend linijo, ki je nimamo več, samo malo tudi to bom zbrisal, sem še nekaj dorisal. Zdaj, ta glavno vprašanje je, pri tej konsolidaciji, ki jo zdaj imamo, kaj smo mi tukaj naredili? Ali smo mi naredili dvojni vrh, kar bi morda lahko nakazovalo, in imamo neckline mejo tukaj na okoli 69.400, ali mi zdaj delamo dvojno dno, to je pa bikovsko nasprotje dvojnega vrha. Tako da to bo treba vsekakor spremljati. Tukaj imamo tale likvidnostna območja, ki smo jih pobrali tekom tega dneva, tako da jih bom kar izbrisal. Tukaj imamo tudi še nastavljena ena, ki smo jih že pobrali. Podobna situacija je tudi tukaj na enournem časovnem grafu. Kaj imamo mi zdaj tukaj? Ops, sem malo falil, tole sem mislil vzeti. Ali je to dvojni vrh? Ali delamo zdaj dvojno dno? Zelo, zelo zanimiva situacija, torej označim še možnost, to je trenutno špekulacija, možnost dvojnega dna. Pri temu dvojnemu dnu imamo neckline mejo na okoli 70.800 in če bi mi tole prebili, bi lahko rasli še naprej in zgoraj imamo še tole likvidnost, ki smo se je enkrat že dotaknili na 72.000. Kaj se dogaja zdaj glede dolgih, kratkih pozicij? Tukaj po temu indikatorju vidimo točno na tem dnu so ljudje začeli staviti na padec, kar se tiče Bitcoina. In kje bi lahko imeli stop losse? Tukaj so začeli. Torej imamo mejo 70.300, lahko tudi tukaj zgoraj na tem vrhu 70.800 in to je točno naša neckline meja. Če naredimo seveda tale vzorec dvojnega dna, zaenkrat kaže, da smo se obrnili navzgor in bi lahko šli pobirati tale območja likvidnosti. In tukaj vzgoraj imamo potem še eno, če nadaljujemo pot navzgor, 71.500 in potem seveda še dodatno 72.000. Kar je še zelo zanimivo je, če pogledamo tale heatmap,
je, da so se tukaj spodaj, točno pod tem dnom, na 68.800 začele nabirati dolge pozicije, tako da bom označil tudi to likvidnostno območje. In možnost bi bila, da mi gremo tole gor pobirati, glede na to, da smo se zdaj obrnili. Seveda, treba bo kar precej spremljati teh likvidnostnih območij zgoraj. Ni več toliko, ta glavno, kot vidimo preko tega heatmapa, je tukaj spodaj. Tole kar žari. In bomo videli, če bomo mi tole sploh šli pobirati, če se bo market makerju splačalo. Kar bi zdaj jaz spremljal, je, glede na to, da smo dobili tale padec, ali bomo mi pri tej rasti zdaj naredili skrito medvedjo divergenco. In na 15-minutnem časovnem intervalu lahko vidimo, da jo na nek način že delamo. Tukaj imamo vrh in nižji vrh v gibanju cene. Tako. Medtem ko tukaj imamo pa vrh in pa vrh na nekje isti višini. Zdaj mi lahko gremo tukaj seveda še više. Na enournem časovnem intervalu pa mi tega še nismo naredili. Tako da v bistvu lahko lezemo še malo naprej gor. Bo po mojem še kar zanimivo dogajanje. Možen je tudi tale scenarij, glede na to, da se zdaj zabijamo v tole horizontalno mejo. To je tudi tale naša neckline meja. Na 69.300 in imamo vrh, nižji vrh in potem je možnost, da mi naredimo še en nižji vrh in to bi nam potem naredilo tale padajoči trikotnik. Zdaj pri teh je treba kar precej tudi paziti, izvršijo se tam nekje v 60%, se mi zdi, oziroma ne, prepričan sem. Tako da, ja, zelo hitro se tile vzorci lahko pretvorijo tudi v dvojno dno. Tako da jaz mislim, da bo to še kar zanimivo za spremljati danes. Zdaj, seveda, če bo karkoli zanimivega, bom jaz to še dodatno obveščal preko Patreona. Tako da, če se želite naročiti, tudi tam so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Tako da, ja, to divergenco bo treba vsekakor zdaj spremljati. Na 15-minutnem časovnem intervalu jo že imamo. Zdaj moramo videti, če jo bomo dobili še na enournem časovnem intervalu. Poglejmo zdaj še Ethereum. Isto 15-minutni časovni interval in tudi tukaj enourni časovni interval. Situacija je kar podobna. Vprašanje je, ali imamo mi zdaj tukaj dvojni vrh. Isto je tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Ali je to zdaj dvojni vrh? Ali pa delamo mi dvojno dno. In to bo treba počakati, da vidimo, kako se bo tole izvršilo. V primeru dvojnega dna je njegova neckline meja na okoli 2075. Tukaj smo imeli tudi označeno tole likvidnostno območje, ki smo ga že pobrali. Tole smo imeli označeno tudi odprej. To smo tudi že pobrali, kaj imamo mi zdaj. Tukaj so stavili na rast, tako da je spet na istem mestu. Tole likvidnostno območje, potem tukaj so stavili na rast, to smo pobrali s ta zadnjim padcem.
In točno tukaj na tem dnu so stavili napadec, kar bi lahko zdaj pomenilo, da gremo pobirati tukaj likvidnostno območje na okoli 2050. Bo treba spremljati in videti, če se bo to dejansko izvršilo. Imamo pa tudi tukaj, po tem padcu se na 15-minutnem časovnem intervalu že dela skrita medvedja divergenca. In to kar očitna, imamo vrh, nižji vrh v gibanju cene, med tem, ko RSI dela vrh, no tukaj ni še, ja, dajmo reči, da smo naredili vrh na nekje isti višini in bo treba zdaj tudi spremljati, če jo bomo naredili tudi na enournem časovnem intervalu. Zdaj, kar se tiče Ethereuma, tukaj zgoraj vidimo, se je nabiralo kar precej dolgih pozicij, tako da bi bilo smiselno spremljati tole mejo na okroglih 2000, no morda malo čez, da vidimo, kaj se bo tukaj zdaj dogajalo. Jaz mislim, da je to trenutno kar zanimiva situacija. Imeli smo tole trend linijo. To bom jaz malo zdaj zbrisal, da ne bomo imeli tako nasmetenega grafa. Zaenkrat pri Ethereumu še vedno stavijo napadec, tako da bi znali imeti še nadaljevanje te rasti in vprašanje je, do kod bomo prišli. Tudi Ethereum, to bo treba še spremljati. Na enournem časovnem grafu vidimo, imamo vrh, malo nižji vrh in seveda, da vidimo, kako se bo tole obneslo. Ali bomo tudi tukaj imeli padajoči trikotnik, ali pa bomo mi tole prebili in bomo naredili dvojno dno, kar bi lahko pomenilo, da, tukaj se mi je malo sfižilo, da bi lahko rasli še naprej. Kar zanimiva situacija, ja. Tako da to bo treba vsekakor spremljati še naprej. Kot sem rekel, če bo karkoli zanimivega, bom naredil še kakšen post preko Patreona. In seveda, če to spremljate kasneje preko YouTuba in želite to spremljati v živo, vsak dan ob 9. zjutraj, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če ne želite zamuditi kakšnega posnetka, potem je tudi najboljše, da se naročite na moj YouTube kanal, tako da boste ob vsakem novem posnetku tudi takoj obveščeni. To bo tudi to za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej, a ja, pa ne pozabiti všečkati in pa komentirati spodaj. Naj se debata začne. Kaj vi mislite? Ali bomo šli naprej gor, se nam dela trenutno dvojno dno, ali imamo dvojni vrh in bodo pobrana likvidacijska območja spodaj. Kar napišite spodaj. No, toliko o tem. Jaz vam želim en lep dan še naprej in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.